Med animacijskimi delavnicami medgeneracijskih druženj in izmenjave znanja in veščin, ki jih znotraj projekta Danes za jutri izvajajo partnerji podjetje Zenjak, Ljudska univerza in komunalno podjetje, je bila tudi delavnica o lanu, ki so jo pripravili v sodelovanju s teto Marto. Delavnica je potekala v prostorih osnovne šole Sveti Tomaž. Večina med udeleženci pa so bili učenci 5. razreda. Zbranim je teta Marta, ki jo štejemo za eno od večjih poznavalk ljudskih opravil in ljudske dediščine, predstavila rastlino lan. Lan je enoletnica, raste na sončnih in polsenčnih legah, na vseh vrstah tal. Zraste do 70 centimetrov in cveti od junija do julija, pove teta Marta in dodaja. Navadni lan je ena najstarejših kulturnih rastlin. Poznali so ga že v mlajši kameni dobi, danes pa ga gojimo po vsem svetu, pri nas največ v Beli krajini. Iz lanu pridobivamo seme, ki ga uporabimo za pripravo kruha in peciva. Iz semena pridobivamo lanelo olje. Iz stebel je mogoče pridobivati vlakna za izdelavo blaga. In prav ta postopek izdelave platna je bila glavna tema na delavnici. Teta Marta je s seboj pripeljala tudi statve, tako da so se udeleženci lahko naučili tudi veščine tkanja. Petošolci so teti Marti z veseljem prisluhnili. Večina jih je o lanu slišala prvič, sploh pa o postopku, kako se do neke tkanine oziroma blaga pride. Tako je delavnica za vse bila odlična učna ura. Zanimivo mi je, da lahko vidimo, kako so nekdaj delali. Si že vedela kaj prej o lanu in kako se to dela? Nisem vedela. In kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo? Da lahko narediš veliko stvari. Predvsem blago, ne? Ja. Si predstavljala, da to poteka tako, kot je pokazala teta Marta? Nisem si predstavljala. No, kaj pa se tebi zdelo danes tu najbolj zanimivo? Koliko vsega lahko izdelamo iz tega. Si že slišala kdaj za rastlino lan? Nisem se slišala. Pa si do danes vedela, kako sploh pridemo do blaga? Mislila sem si nekaj takega, ampak nisem si točno predstavljala. No, danes ste potem imeli možnost natančno videti, ne, kako to gre. Ja, in mi je zelo v redu. Boš poskusila danes kaj delati na statvi? Ja, seveda bom. Najbolj se mi je zdelo zanimivo, kako tkejo. No, si vedela, kako to poteka do danes? Nekaj sem vedela, kako se prede, predstavljala pa si nisem tako. Pa si slišala do danes za rastlino lan? Ne še. Si tako malo pomislila, kako je to včasih bilo, koliko so pravzaprav truda morali ljudje vložiti, ne, da so prišli do obleke. Si predstavljala, da je to bil takšen potek? Ja, med celo tole delavnico sem imela sliko iz nekoč, kako je to potekalo. Boš poskusila danes tukaj kaj delati? Ja, preste. No in Jakob, si vedel ti sploh do danes, kako pridemo do blaga? Malo. Za lan si že kdaj slišal? Ne. No, to pomeni, da ti je bilo kar zanimivo, ne? No in kaj se ti je zdelo najbolj zanimivo oziroma kaj se ti je zdelo najbolj presenetljivo? Koliko truda vložijo v to, da kaj naredijo iz tega? In si slišal že kdaj za rastlino lan? Ne. Torej, si se danes kar naučil nekaj novega, ne? Ja. No in zakaj ravno peteri ste danes prišli na te delavnice? Ker so nas šestaničarje povabile. No, se ti je zdelo zanimivo? Ja. Si vedel že kaj prej o lanu in kako to poteka? Malo sem vedel o bloge, drugo pa nič. To pomeni, da je kar nezanimivo in težko delo to, ne? Ja. Boš danes kaj poskusil? Kaj boš na statvo boš šel delati? Ja. No, so ti takšne delavnice, ko se tako naučite nekaj novega, zanimive? Ja. No, kaj bi si še želel recimo na šoli takšnega podobnega?
Ko bi še več točnih nastopov bilo. Kaj takšnega seveda mlade vedno pritegne, če tudi gre za starinsko opravilo. In kot je povedala petošolka Janja, da je ves čas imela sliko nekih davnih starih časov pred očmi, je namen delavnic bil dosežen. Da se spomin na nekatera starinska opravila ohrani in da se mlajše generacije poučijo, kako je to bilo včasih. Še toliko bolj zanimivo pa je, če lahko tudi sami poprimejo za delo. V Svetem Tomažu je bila to prva delavnica iz projekta Danes za jutri. Ja, v Svetem Tomažu je prva in kot je videti, je res zelo zanimivo. Učenci kažejo veliki interes. To jim je sigurno zdaj zagotovo prvič priložnost, da vidijo v živo statve, da se preizkusijo v tkanje, pa da nasplošno spoznajo lan, kaj pomeni imeti lan pri hiši, da je to zelo zdravilna rastlina in kaj se da z njej izdelati in narediti. Torej še ena zelo poučna delavnica, ki koristi tako mladim kot starejšim, ne? Pa tako kot je sami projekt zastavljen iz Jakov, druženje medgeneracijsko in kroženje znanja in veščin, sledimo temu konceptu in gibamo se v to smer, da čim več znanja, recimo kot je naša teta Marta, ona je itak neprecenljiva, to je en vir znanja v njej in je škoda, kad to ostane, kad se ne prenese na našo mladino, katera je zelo radovedna in rada pogleda in rada se preizkusi v različnih spretnosti in različnih dejavnosti. Medgeneracijsko druženje ter izmenjava znanja in veščin tako prinašajo kar nekaj dobrodošlih novih znanj, pa tudi spretnosti za kakovostnejše življenje vseh generacij.